Lani je z združitvijo davčne uprave in carinske uprave začela delovati Finančna uprava Republike Slovenije FURS. FURS, ki je svojo spletno stran prilagodil gluhim in slepim, je takoj po svoji ustanovitvi napovedal tudi boj proti delu na črno. Pozanimali smo se, ali je tudi prodaja rabljenega blaga preko glasov, na primer preko spletne strani Bolha ali Salomon, delo na črno. Na FURS-u pravijo, da prodaja preko oglasov ni delo na črno, če posameznik, fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti, preko spletnega oglasnika občasno prodaja svoje lastne rabljene izdelke po ceni, ki je nižja od nabavne in se zaradi tega finančno ne okorišča. V praksi to pomeni, da posameznik proda svoj rabljeni izdelek, ki ga ne potrebuje več, po ceni, ki je nižja od tiste, po kateri je izdelek kupil. Če gre torej za takšne primere, ni nič sporno in to ni delo na črno. Če pa nekdo prodaja izdelke, ki niso njegovi oziroma jih prodaja po ceni, ki je višja od nabavne, pa se mora registrirati za opravljanje tovrstne dejavnosti, saj gre v tem primeru za delo na črno in je v takšnem primeru za posameznika predvidena globa od 1000 do 7000 evrov. Zakon sicer ne določa, kdaj se prodaja šteje za opravljanje dejavnosti, zato mora FURS v postopku nadzora ugotoviti vse okoliščine posameznega primera. Zakonsko tudi nista določeni vrednost in količina blaga, ki bi ga lahko prodajali prek spletnih portalov. Na FURS-u pravijo, da je pri tem zlasti pomembno, da posameznik prodaja svoje rabljene izdelke, da to počne občasno in, kar je najpomembnejše, da s prodajo ne opravlja pridobitne dejavnosti, kar pomeni, da ne prodaja z namenom pridobivanja dobička. Podobno kot prodaja prek spletnih oglasov, je urejena tudi prodaja na klasičnih bolšjih sejmih. Na bolšjem sejmu lahko prodajo opravlja vsak občan, fizična oseba, vendar pa mora prodajalec dokazati izvor blaga. Če gre zgolj za nadaljnjo prodajo oziroma prodajo lastnih predmetov, ki jih ne uporabljaš več, ki so bili pridobljeni z nakupom ali na kakšen drugačen način, podaritev, dedovanje, se s tem doseženi dohodek obravnava kot dohodek iz kapitala, ki je oproščen plačila dohodnine. Takšna prodaja se torej ne šteje za delo na črno.